Pa zakaj si ne bi pač človek malo pomagal? V tem primeru z enim avtom, na katerem piše Quattro, pa Q8 tudi. Dobro jutro. A veš, za kjer avto je pa danes čas? A ga prepoznaš? Nissan Leaf. Sam da ga odhaklam, da ga spucam, pa nekaj povem. Drugače pa se nisi eden unih voznikov, ki spucajo stranske pa sprednjo šipo, na strehi pustijo pa ene 12 kg snega za pol, ki je treba zabremzati, veš, da je malo bolj zanimiv. Dajmo tako kot ponavadi začeti z golo osnovo. Avto, ko ga vidiš za mano, je Nissan Leaf. Prva generacija je ven prišla leta 2010. Zgledala je precej drugače kot tale, pravzaprav je tisti avto en tak oblikovni posebnež. Zdaj pri drugi generaciji, ki je pa zunaj kdaj, od 2017 oziroma začetka 2018, pa vse skupaj že bolj liči na en tak bolj normalen avto, ker je znotraj teh švoh 10 let, odkar obstaja, tudi postal. Drugače pa 2010, to je že kar daleč nazaj. Vmes se je veliko spremenil. 2010 so bile recimo zimske olimpijske v Vancouveru, kjer smo tudi mi imeli kakšno junakinjo z polomljenimi rebri. Pa zvezde svetovnega prvenstva v fuzbolu so bile tiste prfukljene vuvuzele. Pa ne samo to, Ciril Komotar je imel takrat še lase. Samo en let pozneje pa Nissan Leaf, ta prva generacija, postal ne samo evropski, ampak tudi svetovni avto leta. Ele pa malo strehe, stari. Ok, much better. Aha, družbo imamo, direkt v kader. Je pa lušten kombo, 106 pa Leaf. Dve različni eri, dva različna pristopa. Se moram drugam postati, ne? No, v glavnem, pol je pa 2017 prišel tale avto in je povečal, kar se je povečati zdal, tudi prostornost, ampak ta najbolj pomembna stvar je bila pa to, da je povečal kapaciteto baterije iz 20 oziroma, ne, iz 24 oziroma 30 kWh na 40. Pa vmes se je zdaj, kakšen mesec nazaj, zgodila nova posodobitev, pa se je kapaciteta baterije povečala na 62 kWh, pa doseg, avto je bil predstavljen na CES-u v Vegasu, se je povečal za švoh 100 na realnih tam 400 km. Ajde, 350. Kar se pa konkretnega avtomobila tiče, do realnega dosega pridem bolj proti koncu. Tisto vprašanje, ki je res pomembno, je pa to, a Nissan Leaf je lahko polnovreden družinski avto. Zdaj pa spoiler alert, ja, brez problema. Mislim, kar se prostora tiče, nobenih težav. Kar se kufra tiče, če se ne motim, ima tam 425 litrov v tem trenutku, sta tukaj noter oba kabla, ki jih nucaš, en za polnjenje prek domače šukovtičnice, drug pa za hitro polnjenje. Pa moram priznati, da tudi, ko pride do vozne dinamike, na običajni cesti, pri običajni vožnji nimam pripomb. Avto se valjda koncentrira na udobje. Ena stvar, ki me je motila, je bila smerna stabilnost na avtocesti, pač preveč pogosto moraš neki volan popravljati za brez zveze. To mi ni bilo všeč, ampak generalno gledano vse ok. Kar se same kabine pa oblike tiče oziroma vozniškega kokpita, si sam ustvar mnenje. Ampak ena stvar, ki je bila meni recimo predvsej všeč, pa je povezana z vožnjo, je tale tipka tukaj. A veš, ta zadeva tukaj sproži tako imenovan e-pedal, e-pedal. Zdaj, da ne zakompliciram preveč, avto je itak sposoben, tako kot vsak hibrid, pa priključen hibrid, pa tudi električen avto, sam rekuperirati energijo, ampak če se dotakneš te plave tipke, to začne delati na potenco. Pedalke zavore, če se voziš v mestu, praktično ne rabiš nucati, ker v trenutku, ko ti spustiš gas, avto naredi a veš, ko vso svojo energijo usmer to, da pridobljeno kinetično energijo shrani. Se je pa treba na ta občutek malo privaditi in ko se enkrat to zgodi, je prav fajn. No, pol pa pridemo še do ene dost pomembne stvari, ki se ji reče realna poraba. Tukaj imaš pa veliko različnih svetov. Če si avtocestni nomad, tako kot sem jaz, je pol na več kot 200 km, če boš vozil tam 120-130 km na uro, ne računati, kar je logično. Pa mrzo vreme tudi ne pomaga, ampak če pa stvari malo obrnemo, če vožnjo na avtocesti menjamo z predvsem mestno, pa mogoče so malo primestne vožnje, pa če je vreme zunaj topu, je pol pa lahko računaš, če nisi bodala za volanom, pa če znaš z gasom delati tudi na range 250-260 km. Medtem, ko to sem že poudaril, ta nov, ta update, ki so ga pred kratkim predstavili, bo to številko pomaknil severno od 300 z lahkoto. Mislim, tako prav teorija. Še polnjenje, dost preprost, če ga boš filil doma, šukovtičnica, je pol računi na 21 ur. Na hitri polnilnici valjda vse drugače, 40 minut, ajde realno, ena švoh urca, pa baterija polna. No, skoraj polna.
Ampak če si resen kupec električnega avtomobila, boš verjetno razmišljal tudi o wallboxu, to je domačna hišna polnilnica. Ta je pa 7 kW, ne? Pa štrom vseeno malo hitreje teče. Ne rabiš čakati 20 do 24 ur. Tako, jaz sem se lotil grobe osnove. Moram pa poudariti, da če si želiš prebrati en fejst, bolj detaljen test, ki gre tudi globje v ekonomsko računico, pa tehnične posebnosti, potem te pa prosim, spodaj v odgovore bom pripel link, preber test brata atmosferca Jureta Gregorčiča, ki je zadevo spisal pa pripravil za AMZS-jevo Motor Review. Pa še ena reč, v tem avtu glede na obliko pa karoserijsko zasnovo sediš presenetljivo visok, kar se mi zdi bonus. Lažje vstopaš, lažje izstopaš, športnik itak ni, tako da to smatram kot prednost. Je pa res, da ima obračalen krog pa vseeno malo velik. To bi moralo biti pa boljš, zato ker, a veš, električen avto je bolj povezan z urbanimi okolji, tam bi ti pa manjši obračalen krog fejst prav prišel. No tako, Leafa sem vrnil, razmere so pa dosti snežne, malo smotane na cesti, pa zakaj si ne bi pa človek malo pomagal, v tem primeru z enim avtom, na kateremu piše Quattro, pa Q8 tudi. 50 TDI Quattro, to je unta močen, 210 kW oziroma 286 konjev, v osnovi ta avto je 83 400 v osnovi, pole pa dodatne opreme za ene 2 biblije, končna ocena pa 128 936. Should be nice. Gremo.